Lep pozdrav s Konjskega vrha, z vhoda hiše, kjer domujem, s knjigo v roki, ki sta mi jo prinesla Jana pa Roman za rojstni dan, Čuteča narava. Ja, to je v bistvu tudi vsebina mojih počitnic, mojega vdiha, umiritev in zaznava. Začutiti vsega, kar me obdaja, v lepoti, v spokojnosti, v miru. Sam preživljam počitnice tako, da ni nič posebnega. Preprosto, ko se zbudim, vem, da imam dan, ki mi je na razpolago, ki mi je v dar. Dan, ko preprosto iščem tisto, kar me bo napolnilo z mirom, z lepoto. Sama narava pravzaprav valovi k meni v tistem razkošju, ki ga, če se umirimo, preprosto vsi lahko zaznamo. In to lahko rečem, da res vsi, kajti naša domovina, naša Slovenija je en sam prekrasen vrt z raznolikimi podobami, od gora do ravnic, od morja do vinogradov, tam okoli Šmarja, do gozdov. Toliko tega je, kar si lahko pravzaprav vsak izmed nas privošči zastonj. Toliko lepega, toliko pomirjajočega, toliko tega, kar nas okrepi, nam je dano zastonj. Zdaj v letošnjem poletju je vabilo, da bi ostajali doma. Mene k temu ni potrebno posebej vabiti, kajti res je, da najdem doma, tukaj prav v neposrednji okolici, toliko tega, kar še nisem odkril, kar me prebudi v zanimanje. Predvsem pa, kar me povabi, da se dol usedem, vzamem v roko knjigo, pa ne vedno samo knjigo, takšno le natisnjeno knjigo, ampak sama narava je, ki prihaja nasproti k nam z vsebinami, ki jih je vredno sprejeti vase, stopiti v tisto sozvočje, tisto sožitje. Moje zadnje počitnice, ko sem se umaknil od tega, kar prebuja v meni spokojnost in zadovoljnost, prav blizu mojega doma ali pa tudi na samem pragu doma, to je bilo pred leti, ko sem zbolel na srcu in je moja sestra vztrajala, da se jim pridružim na njihovem počitnikovanju na Šolti. Ni mi bilo najbolj, ampak sem si rekel, si bom pa privoščil končno 3 dni dopusta na morju. In potem sem šel na vlak, ki me je peljal proti Splitu. Ko se je začelo večeriti, so kar naenkrat vsi okrog mene polegli po tleh, vlak je bil poln ljudi. In ko sem mislil, zakaj pa zdaj tu, kaj ležijo. Ja, poiskali so si prostor za počitek, jaz sem bil v zamudi in potem sem celo noč stal na hodniku in tolažeč se, da me pa čaka en fantastičen vdih na morju. Ko sem prišel s trajektom na otok, je prišel k meni nečak in mi je rekel: Karl, daj vpraš, kako se imamo. Sem rekel: no, kako se imate? Je rekel: ne vpraš. Sem kmalu ugotovil, zakaj, ne vpraš, ne. Res, prišel sem v naselje hišic, turističnih hišic, naselje, ki so ga širili. To pomeni, ves dan je bilo to naselje v prahu, strašna vročina, torej doma nismo mogli biti v hišici, ker klima naprav ni bilo, okna so morala biti zaprta, nevznosna situacija, torej smo preživeli dan na plaži, jedli smo sparjene sendviče in iskali senco, ki je ni bilo. Ko se je zvečerilo in so gradbeni stroji končali z delom, oziroma ljudje končali z delom, takrat smo na široko odprli okna in vrata počitniške hišice in seveda so veselo pribrenčali komarji, pravzaprav komarke, žejne, očitno žejne turistične krvi. Ne vprašajte, kakšne so bile tiste 3 noči, ko prideš ti iz svežine,
iz spokojnosti, obdan z potoki, z rekami, z gozdovi. Ko prideš v tisto zatohlost in ko se en za drugim zabadajo vate komarji in pijejo kri. Poleg tega pa je bila prav blizu še kolonija čeških otrok, ki so tulili, mislim, da do polnoči. In ko sem si že hotel dopovedati, da je pa to neka glasba in sem že skoraj uspel zaspati, kljub tistim pikanjem in tistem, so se pa začeli dreti njihovi vzgojitelji, ne, in so zmotili ritem. No, potem se je nekako zadeva umirila, ampak ne za dolgo, ker je svak prižgal luč. Seveda je prišel še več komarjev noter, ampak on je s tistim svojim copatom tolkel po steni, ki je bila že tako vsa krvava od predhodnih turistov. Skratka, to so bile moje zadnje počitnice v tujini. Vem, ko sem odhajal, je rekla sestra, pa še ne bi vstal kak dan. Veste, zgrozil sem se, sem rekel, ne, to so bile zame počitnice, da te kap. In vam moram povedati, da sem rabil kar nekaj dni potem, da sem prišel doma k sebi, ne. Sedaj sem tukaj v slovenski svežini, obdan s fantastičnimi gozdovi, ki pojejo svojo pesem v vetru, ptice pojejo, ne vem, če jih slišite, oglašajo se čelički, metulji, spokojno je, pomirjajoče. Tam prav blizu je gospa Kapra, konjiček. Glejte, to je zame počitnikovanje, nič posebnega. Ampak ravno zato, ker ni nič posebnega, se lahko sprostim, umirim. Ne potrebujem tistih uvodnih 6 dni, toliko pravijo, da potrebujemo, da začnemo počivati, ne. Ko pridemo na tujo lokacijo, jaz lahko začnem počivati takoj, ta hip, ko se odločim, da bom imel dan, da bom imel dni, ki ne bojo nič posebnega, bojo pa zelo osebno zaznamovane v zaznavnosti, do vse krasote, do vse lepote, ki me obdaja. In tudi vsakemu izmed vas želim, da bi našel tisto, kar ga pomirja, kar ga veseli, verjetno ni prav daleč od njega. So preprosti kotički, mogoče ob potoku, mogoče na eni posebni jasici, majhni jasici sredi gozda, mogoče v zazrtosti v cvetje, ki ga obdaja, v kakšnega hroščka. Tako preproste stvari so, ki nas umirijo in na nek način privedejo k samim sebi, k tistemu notranjemu miru in zadovoljstvu. Želim vam, da bi vam bile te počitnice res ena dobra priložnost, ponujena priložnost tudi za oddih, za katerega se boste odločili, pa čeprav ne boste odpotovali ne vem kam daleč. Ne. Mirni kotiček, dobra knjiga v rokah, dobra druščina, sveža limonada ali pa kakšen ohlajen doma skuhan čaj, ne kupen, doma skuhan čaj. Tako preprosto, ampak tako pomirjajoče za naše srce, za našo dušo in tako krepčilno za tiste moči, ki jih preprosto potrebujemo, da bomo lažje potem nadaljevali, ko se bodo zgostile obveznosti. Želim vam res lepe počitnice in lep pozdrav s Konjskega vrha.